Ambulanto za spolne motnje in partnerske probleme obišče veliko posameznikov in parov, ki se soočajo s težavami na spolnem področju. Ker je nezadovoljivo spolno življenje vir frustracij in konfliktov ter lahko pripelje celo do ločitve partnerjev, je pomembno, da si težavo pravočasno priznamo, se pogovorimo s partnerjem in če je potrebno, poiščemo tudi strokovno pomoč. Po mednarodnih raziskavah naj bi imelo 40% žensk motnje spolne funkcije. Med pogostejše sodi motnja zaradi bolečin oziroma vaginizem. Predvsem pri mladih, pri zelo mladih dekletih se lahko že od samega prvega spolnega odnosa pojavlja bolečnost pri spolnih odnosih. Takim dekletom svetujemo, da ob spolnih odnosih uporabljajo lubrikant, da dodatno navlažijo nožnico in da morda razmislijo in zamenjajo položaj pri spolnem odnosu. Če so težave dlje časa trajajoče, je to lahko zelo moteče za dekle, takrat naj obišče ginekologa, zato da dobi nasvet, ali je karkoli narobe in kako naj ravna pri teh bolečih spolnih odnosih. Boleči spolni odnosi se včasih pojavijo tudi kasneje v življenju, čeprav so največkrat jih omenjajo zelo mlada dekleta. Navadno je to po porodih, potem ko ženska rodi, navadno spolni odnosi niso nikoli več boleči. Lahko ta bolečina niti ni odvisna od vzburjenosti telesa, od pripravljenosti imeti spolni odnos, ampak je enostavno razlog, ki ga ne najdemo. Skušamo pomagati z različnimi mazili, z lubrikanti, včasih tudi z zdravili. Navadno je tako, da težave po določenem času same po sebi minejo. Depresija, obremenjenost, nizka samopodoba, nezadovoljstvo s partnerskim odnosom, hormonske spremembe in nekatera zdravila lahko pri ženski povzročijo motnje seksualne vzburjenosti. To je pomanjkanje poželenja in odklanjanje spolnosti in motnje orgazma kot najpogostejše spolne disfunkcije. Ovir, da ženska ne bi dosegla orgazma, ne poznam. Navadno so te psihološke, ne pa fizične. Tistim, ki ne dosežejo orgazma ob spolnem odnosu, svetujem, naj poskusijo priti do orgazma, doseči orgazem z medsebojnim ljubkovanjem ali pa morda pri samozadovoljevanju, zato da spoznajo ta občutek. Ženske, kadar so nervozne, kadar so preobremenjene, kadar so preutrujene, enostavno ne morejo uživati v spolnosti. Marsikdaj pomaga, če partner to vidi in karkoli poskuša pomagati. Pri moških je namreč drugače. Moški ima spolno življenje za sprostitev, se ob tem sprosti, ženska pa v spolnosti najbolj uživa takrat, kadar so vse stvari urejene, kadar je nič ne skrbi, kadar ni preutrujena, takrat se lahko sprosti in res uživa v spolnosti. Tako da parom, kjer spolno življenje ni zadovoljujoče, svetujem najprej pogovor, če ta pogovor med njima ne steče, morda tudi kako strokovno pomoč. Lahko tudi pogovor najprej s splošnim zdravnikom in morda s ginekologom. Pri moških je najpogostejša motnja spolnosti prehiter izliv, pri čemer pa najpogosteje ne gre za bolezensko stanje, saj je prehiter izliv običajen za moške, ki šele začenjajo s spolnim življenjem ali imajo novo partnerko. Tudi erektilna disfunkcija, to je težava z erekcijo,
Se lahko pojavi kot trema pri prvem spolnem odnosu ali z novo partnerko. Če težavi ne izgineta, je treba obiskati zdravnika. Lahko je razlog tudi pomanjkanje hormona testosterona, lahko tudi pač erektilna disfunkcija, tudi telesno pogojena, na primer zaradi hude sladkorne bolezni ali drugih bolezenskih težav. Najprej svetujemo ob nezmožnosti erekcije ali ob slabi erekciji, svetujemo pregled pri urologu, odvzem določenih krvnih preiskav, pogovor pri urologu, morda tudi že zdravljenje, če pa to ne pomaga, pa pogovor pri zdravniku, psihiatru, seksologu. Težave z erekcijo, ki pestijo vsakega šestega moškega med 20 in 75 letom starosti, po 40 letu pa že vsakega drugega, se da preprečiti ali odpraviti. To je vodna erekcijska črpalka. Namenjen je vsem moškim, in sicer za preventivo in za kurativo pri erekciji. Se pravi, za tiste, ki še nimajo nobenih težav z erekcijo, je to za preventivo, se pravi kot ena vadba za penis, pa za vzdrževanje zdrave erekcije. Uporablja se vsak dan, in sicer se uporablja z vodo. Ker uporablja silo vode, je trikrat močnejša ta erekcijska črpalka od zračne erekcijske črpalke. Tako da v bistvu rabimo vodo, to lahko naredimo pod tušem ali pa v banji. Motnje spolnosti pri obeh spolih so pogosto odziv telesa na prekomeren stres, alkohol, cigarete in tudi znak pomanjkanja splošne telesne kondicije in psihofizičnega zdravja. Strokovnjaki svetujejo, da si partnerja za spolni odnos vzameta dovolj časa, odstranita moteče dejavnike, na primer izklopita telefon in televizijo, in spolnost morda popestrita z novim položajem.